kaj je Dino vozil v svojem življenju, katere mopede, kako se je to začelo? Pisalo se je leto 1994, jaz sem bil 8. klas, osnovna šola Črnuče in takrat smo malo začeli dobesedno ven hoditi, malo smo nehali igrati igrice, hoteli smo biti malo svobodni in bili smo malo zaljubljeni tudi. In takrat smo rekli, ajde, če imaš motorčino, pa tudi dobiš babčino. In takrat je pač Snoj, to je avtoličar Snoj v Črnučah, začel sposojati mopede. In enkrat jaz uletim tja do Snoja in pravim pač, da ne znam voziti, če bi on meni to posodil in je rekel, glej Dino, tukaj imaš moped za 2 ure, furi se po dvorišču in mi je dal to džaba. Jaz sem se takrat začel družiti z enim košetom iz Nadgorce in on je imel enega tazga Maxi puha avstrijskega in on je ful rad igral moj Super Nintendo. In jaz sem takrat v 8. razredu kar dosti posodil svoj Super Nintendo in so pač ljudje to igrali kar zmešani. In jaz sem prišel do ideje, da jaz njemu posodim Super Nintendo za poletje in on meni da tega puha Maxija, oziroma da mu jaz nekaj plačam, pa smo neko kombinacijo naredili in skratka sem jaz dobil svoj prvi moped pri 14 letih, leto je 55, imel si lipnik auspuh in dokler je delo, je to bilo fajn, pa je pa začel crkovati. In ko je začel crkovati, sem jaz ugotovil, da jaz moram začeti malo to šraufati in to so bili moji prvi začetki šraufanja. In se spomnim, ko sem dal na razen cilinder, sem videl bat in batne obročke in tako jaz gledam neki te batne obročke čudni, kao polomljeni, jaz to zomam, pridem v velota, dajte mi nove batne obročke in oni meni dajo iste batne obročke. In jaz sem se takrat naučil, da te batni obročki morajo biti taki, da imajo luft vmes. No, skratka, takrat sem začel šraufati, mi smo se furalo novo in bil sem največji car. Vem sam, da ni mogel puh tukaj v moj klanc in takrat je bilo merilo, če je moped dober, močen, on mora jeti v klanc. In takrat si ti pač mogel še s pedali pomagati, čeprav smo una pedala dali ven, smo rezali strehce, delali dodatne strehce, farbali kar na penzol, še spomnim sem še z unim selotejpom napisal Harley, prebarval odlepil selotejp, da je to bilo kao jebačko, da so pičke padale. In pa je to začel crkovati. Moped ni nikoli delal. In vem, ko sem šel na morje, ko sem prišel nazaj, mopeda ni bilo več. Prišla kosovna, foter, fuknul se skup, oh my god. In to je bilo tako na hitrico z mojim prvim mopedom. Potem smo šli pa v srednjo šolo, v prvi letnik, ker sem jaz šel na mehankarsko, tam so bili vsi nori na te mopede in tam dejansko so vsi neki furali. In se spomnim, moj novi sošolc Marko Lukežič in je uletel s Piaggio Typhonom. To je bilo leta 1995, to je bila nova zadeva, takrat skuteri so bili bam, dva sva sedela gor in sva šla v klanc za šalo. Pa sem jaz bil sošolc enega Jasmina, to so bili iz Fužin, to so bili težki čepuri, oni so vsi furali BT z elektronik motorjem. In jaz se spomnim, da BT je imel tukaj v Nadgorci en kuko in oni tega BT pač prodajo. In jaz vem, da sem zašparil takrat in sem kupil od njega BT za 650 mark. Cel let nisem jedel, sem šparil od malce, se pravi, sem jedel kos kruha, brez salame in čokoladno mleko, da sem dal ene $150, ker me je fotor dal Jurija, da sem jaz to našparil, da sem jaz lahko pol kupil dejansko BT. Stari moj, bil sem ene 15-16, uletel sem z BT-em. BT Tomos, to je takrat bilo tako, da dejansko je letel 80 in ni bil več moped, oziroma vem, da se ga je treba takrat registrirati in moral si imeti izpit za 125 kubikov. In pač takrat je bil problem, ti, ki se vozil z BT-em, nisem imel niti izpita, niti registracije in smo dejansko morali skozi bežati od policajev. Takrat je bil še ta zakon pred letom 98, če te je dobil policaj, si šel v sodniku, si dobil ukor in to je bilo to, nič kaj tazga. Po letu 1998 so pa začele že kazni biti. $90,000, če nimaš izpita. Spomnim se zgodbe, ko smo se jaz, Rok, ja, ta Rok, ki ga poznate, pa še en Jure Lubenič, smo se odločili, da mi gremo malo ven iz Ljubljane. Rok je imel takrat Piaggio Čao, takrat Čaoti niso bili tako razvejani, kot so zdaj. Takrat je Čao bil eksotika, ker on ima očima, ki dejansko je te Čaote ovažal iz Trsta, jih je navil, je imel te razne polinje gor, se pravi so leteli njegovi tudi do 140, je pač Rok tudi imel Čaota. In mi smo se odločili en dan, da mi gremo na Bohinj z motorji. 16 let stari, leta 96, brez izpita, brez registracije, mi zjutraj v soboto se naštimamo v ruzaki, oprema in pičimo. Mi prijemo do Medvod in mi že kamperamo, mi smo zmatrani od puta,
moramo se ustaviti, moramo pojesti sendvič, až mi putujemo daleč. Dejansko smo prišli v 4 urah, nekje smo mi šli Kranja, gor čez ena brda, vamo tamo in smo prišli do Bleda. Vem, da je Roku počela guma, smo mi to gumo flikali, nekako smo naredili in zvečer treba prespati. Mi smo se vzeli šotor in mi gremo proti Bohinju naprej in se zavučemo dol nekje po enih njivah, zraven enega pritoke, una reka, nimam pojma, v Grmoje in se puknemo tja, naredimo ta šotor, vzamemo nekaj kruha, Rok je uporabil še kruh za polštek in mi tam prespimo. Zjutraj se zbudimo, kaj bomo zdaj, gremo do Bohinja. A Rok je kupil v Trstu uno ključavnico za tank zaklent. In on je imel to na ključ. To je bilo takrat, ti imaš na ključ, človek bože. Mi smo imeli une navadne čepe, on je pa na ključ. In kokar je on to odperil, zaperil itak kitajsko sranje, njemu notranji vložek pade not v tank. In una kčanca mu se razfuka. In kaj pametni Rok naredi? On nagne čaota, da ven to dobi in benz se zlije po elektronki in čao več ne prižge. In ništa, mi prižgemo vrv in jaz Roka šlepam. Znači od Bleda do Bohinja mi se peljemo, pridemo pred Bohinj v trgovino, da mi malo pojemo. Jaz se spomnim, takrat so prišle une Sola Ice Tea. Jaz pijem un Ice Tea, en sendvič vzamem, kontam grem še pa en sendvič kontam, a da mi nov kakšna čebela not padla. Ma sej ne bo. Prijem jaz not, nov sendvič, zalijem, bum! In me pič čebela, skoro umrl to. Skratka, Rokov moped več ni delo. On je poklical takrat pokojnega Ateta, Ata je prišel po njega in jaz pa Jure nazaj. Ki smo šli nazaj, se nam ni več dal čez une Vukojebene, bomo mi šli kar po stari cesti. In se spomne, se mi peljamo nazaj, gde je tam pred Kranjem en z eno šestko. Gled, kdo je taj, on ne hoče prehiteti, leti una šestka ali štirka. Ta mene 80, jaz 2 niže. In prehiti mi se mu smejem. Jaz sem mislil, da je to moj sošolc Jaka. Model za mano, neki kunta, bunta, vam, kvat mu ni jasno, pizdarija. Jaz se prijem do Kranja, grem za Petrol, model prije za mano, model mene začne vleči za čelado. Jaz ko gledam, Jaka, kva delaš? In ugotovim, da to ni Jaka, kar en kmet me napadel. Ego ga je bol dejansko, zato ker sem ga jaz počel dol z BT-am. In on mene pol pusti, gre in pol prije Jure, jaz smo gremo mi naprej. In se spomnim, peljamo se naprej od Kranja in prije zraven se vstal leteča. Policaj na motorju in on zdaj gleda, aha, ni izpita, ni registracije. Pravim si, kje jaz bil prej, človek božji, ki me je napadel? In je bil nekako tako razumljiv in je rekel, da ne, tle po cesti, pejte tam v začo šumo. In mi gremo po šumi in sem opazil eno jezero tam, zgleda tam neki kopljeva, vamo tamo, se peljemo jeleni, srne nema, šta nema. Pridemo do Ljubljane, gremo čez cesto in moj kolega Jure Budala čez rdečo in sam slišiš in avto skoraj zbije Juretas. In ništa, mi pridemo do doma in meni Jure prav čez 2 tedna, da je dobil sodnika za prekrške, jaz pa nič. No, jaz sem tega BT-a imel tam do ene leta 1997, se pravi, prodal sem BT-a, kupil sem Vespo in na Vespi sem jaz se spomnil leta 1997 prvič zažvalil punco. Meska sem imel Vespo, je imela neke električne probleme, dejansko mi luči niso delale. Takrat sem spomnil, je bil ta en mehanik Živc, to je bil največji nategun mehankarski dejansko, kar je obstajal v Sloveniji, ampak jaz takrat tega nisem vedel in jaz sem njemu dal Vespo in on je to Vespo imel celo poletje. Vedno je govoril, da rabimo napetostni regulator, ker je pa to LMLT5 Vespa, indijska Vespa, dejansko licencirana, delana po Piaggiotu, imela kvadratno luč, ni bilo napetostnega regulatorja za dobiti. On je meni skozi govoril, bomo. Jaz sem bil brez Vespe in se dejansko jaz pol kupil Pony Expressa za $1000 in s tem Pony Expressom smo mi enkrat šli na morje. Sprav, jaz, Rok s Tefunom, pa en je bil z avtomatikom. In mi smo dejansko leteli na morje skupaj. Jaz sem takrat imel od BT, MF Power gor, sem pol rezu BT, lunco delal in meni je Pony Express leto 75. In prav za to potovanje na morje sem si jaz dal uspred tank od šestke pa vzad un originalen, ker nikoli ne veš, un originalen je imel sam liter pa pol benza in če ti crkne na sred nekje tam poti, ti se sto brez benza. Nam je bil prvo plan, da mi gremo do Postojne. In mi smo dejansko do Postojne prišli v urci pa pol, kaj bomo zdaj? Gremo mi do morja. In se spomnim, ko smo prišli do Črnega Gala, takrat ni bilo še avtoceste, takrat je bila še stara cesta. Jaz sem palil unga puha. Po števcu 95, to se tresa, stari, to je kolo, to ni uno, varno vamo tamo, sam fuk, pa te odfukaj. Noč mi prijemo do Portoroža, dol smo,
treba jeti nazaj. Mi se peljemo proti Črnem Kalu in problem Pony Expressa je bil to, da te Pony Expressi niso bili močni za v klanc. Po ravnini so šli, za v klanc je bilo pa bolj tako. In se spomnim, mi se peljemo gor, Rok je imel Tajfuna, to je itak vlekalo, in je imel avtomatika, in je bil pač pred mano, ker on je imel prvo predstavo in mi se gremo in jaz, ko se vozim na Pony Expressu, to je julij, vroče, 35 stopinj, znači mulci prvič toliko daleč na mopedih, avtomobili se vozijo mim gor dol, znači poletje. In jaz se peljam in čutim, on začne me že štrajket, pravim jaz Pony Expressu, sam zdrž mi ta Črni Kal in zaradi mene crkan. In on grem dovar, in tako tabla Črni Kal, in on Pesko, pa ne je tabla Črni Kal, hrib Črni Kal, a gor je še kamnolom, poti je gor še ful. In men crkne. Pa se je zgodil, pregrev se. Čakam in tam pri kamnolomu, kaj je zdaj tam rampa, prej ni bilo rampe, grem do vrha, vzamem zalet, pržge in do gor. In prijem in do gor in crkne on avtomatik. Avtomatik ne bi pržgal, da si pita. Ma ni šans, da pržge. Kva smo naredili, fuknemo mi njega gormovje, on pokliče matko fotra, ta tretji pride pon ga iskati, jaz pa Rok nazaj. Spomnim takrat pri Kozini je bila pač benzinska pumpa Petrol, dejansko, ko si ti tankal, si moral delati mešanico. In se spomnim, takrat so bili še ostanki teh zadnjih benzinskih, ki so imele pumpe oziroma ročke, ki so same mešale. Ti si sam naštel v mešanico in on je sam nalil not benzin olje. Ti si mogel dati recimo 2% olja, se pravi 1 deci v 5 litrov in to je bilo cool. Čez dol preveč je kadil, čez dol premalo je zaribal. In jaz vem, da sem videl ono prvič, ko jaz tole ne verjamem, bom jaz to malo pojačil in jaz mes 2% mešanico jaz dam 5%. In tam nekje Logatcu, pred Logatca meni zmanjka benza. Jaz pipca preklopam na drugi tank in se peljem. Stari moj, kaj je začel pušit, una 5% mešanca. Kaj je to začel pušit? Jebeš ti dimno zaveso v tanka. To je kadilo, vsakeč čez dolgas. Bilo stari moj, unih 5%, to je kadilka svida. In mi se peljemo in se spomnim, da dejansko smo se ustavili, da se malo spočijemo. Rok da čelado na tla in kukaj je Rok smota, njemu čelada dol po klancu, navzdol, od ceste dol. Kaj zdaj? Noč treba iskati. In Rok veste, 140 kg, do dol je pršel, gor ni mogo več. Jaz mečem uno vrv, čovječe grabi, vlečem ga nazaj, komi sem iz njega zvlekel gor. In noč mi se usedemo in pičimo. In to je bila naša pač pot do morja. In potem je pač Rok prodal meni tega Tajfuna in Rok je imel Aprilio Rally. In pa, ko sem Tajfuna prodal, sem pa kupil si Gilero SP02. In se spomnim, to sem bil tam star 19 let, smo šli dol v Ilirsko Bistrico, jaz sem imel en tak velik synthesizer, sva šla jaz, foter, pa en Makovec Jani in sem dejansko zamenil synthesizer z mojim doplačilom za Gilero Runner SP02. Bila je taka oblika oziroma barva HB, to je bila reklama za cigarete in mene so klicali hrabri bosanac. Ta 125 je bila full huda, potem sem prodal, pa sem si kupil avto. No, pa sem imel avte, pa nisem imel dolg časa nič, pa sem jaz kupil se 2004 2 Pony Expressa in se pol iz teh dveh enega sestavil. Imel sem tudi runnerco in sicer 4-taktno 200 VXR in vem, da sem s to runnerco uletel z bejbo v Bosno, v Sanski most, sred poletja in sem rabil mesec tudi ene 4-5 ur in takrat se spomnim, da je bilo tako ene 35 stopinj. Čez 2 dni, ko smo šli pa nazaj, sem prišel domov z njo, parkiral in čez 3 dni je zaribala. Leta 2006 sem še kupil od Roka Energyja, je bil še full sfukan, pa sem tega Energyja zrihtal in tega Energyja imam še do zdaj. In takrat sem jaz hodil še z eno punco in sem imel v planu, da si kupam enega cestaka in sem si jaz kupil CBR 600 RR. Imel sem to CBR 1 let in sem prodal in sem potem kupil Beverlyja 500 in potem sem Beverlyja 500 prodal in sem si kupil X-Maxa 250 kubov novega. Njega sem imel 1 let in pa sem naslednje let kupil X-Maxa 400, tudi novega, letnik 2013 in sem ga imel tam ene 2 let in pol vmes nisem imel nič. Pa je brat kupil enega Carnabija 300, sem od njega kupil Carnabija 300, pa je pa brat kupil dejansko T-Maxa 217, 220 sem kupil od njega T-Maxa in zdaj na zadnje sem kupil vse Forco 750.
Zdaj sem to tako malo na hitro preletel, 100% je še kakšen moped oziroma kakšen motor vmes, ampak dejansko ste na grobo videli in slišali neki dogodivščin in mojih mopedov. Hvala lepa za ogled tega posnetka. Like, share, subscribe, pa če voste, živite v vožnji, če pa ne, zdaj bo itak spremenili zakon, vsi tisti, ki imate izpit za motor, naredite 6-7 ur in dobite izpit za 125, ker do zdaj, ko si naredil, si dobil izpit za mopeda, zdaj pa dejansko, ko boš naredil izpit, boš naredil še 7 ur vožnje, boš imel izpit za 125. 125 je pa že kar dober, to že lahko greš na hitro cesto pa to.